Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro, Jeger je na dopustu in namesto njega Matej. Iz Dunaja se je vrnila tudi študentka Ema, midva z Ano pa smo pač z Dogoš pa stezno. Tako, železni repertoar. Fajn je bilo, kaj je bilo? No, ne, čisto v redu. Ja, no, a imaš kaj proti? Ne, nič proti vama, zelo vajo imam rad. Jaz pa ne obstajam, ne. Tebe tudi. Tebi smo danes razrešili še eno dilemo na temo živeti v resnici ali v čudoviti laži. Tako da tudi to je v podcastu tega jutra. Pa tekvando pridem v Maribor. Tako, Evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo za ful ljudmi. Za ful ljudmi pa vsi hoteli so zasedeni. Tako. Tako da, ja, tudi štun motelje, kot smo danes jutraj rekli. Tako da vabljeni, da prisluhnete, če niste bili danes jutraj z nami, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. Temperature so relativno nizke danes jutraj, to še enkrat povem, da ne bi bilo šoka, mogoče bo celo kdo mogel kaj počohati. Kot se pač reče, četrtek zjutraj. Kako se je to lepo slišalo. Je pa ena stvar in nisem mogel verjeti, ko sem prebral to, ali se zavedata, Spice Girls poznamo, ne? Njihov prvi in verjetno največji hit Wanna Be praznuje 30 let. Res? Ja. Oj. Ja. Zdaj pa pred 30 leti, vemo, je bila Ana stara 3 leta. Ja, je že komaj kaj začela trdo jesti, prav. Ja. Prvi kos pohanega, mogoče malo, samo poh dol, ne, pa malo meseka na razen z vilčko, razdrobljenega. Ti pred 30 leti, Matej? V bistvu, ti si imel pa že spit za avto. Ne, to ne, ampak sem se spomnil, da smo na valeti, na vajah plesnih za valeto smo plesali. Pa ti nisi imel valete pred 30 leti? Ja, skoraj. Res? Ja. No, jaz pa sem res imel 3 leta že spit za avto. Če postavimo tako perspektivo, ne? Na Wanna Be ste plesali na valeti? Ja, na vajah. Okay, to je še ena taka stvar, za katero upam, da je nikoli ne bom videl. Veš kak sem dobro, veš kak verjetno je. Ja. Ok, 30 let je, pa dajmo te, ne? Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je četrtek, 9. april. Kako imamo danes? Vabljeni seveda, da se prebujate z nami ob seveda kar zajetnem kupčku toti hudih hitov, najprimernejših za prebujanje. Tine je nov slabi vic povedal. To bomo v nadaljevanju o Evropskem prvenstvu tekvandoju bomo govorili. Nazadnje je to verjetno največje športno tekmovanje letos v našem mestu. Zagotovo. Skoraj 1000 športnikov, veš kaj je to? Ja, mislim, da kapacitete so kar polne te dni. Mislim, da že malo prek teče. Tako da, če ste niti štunden moteli niso odprti. Ja. Danes je četrtek, danes si pogledamo v portale. Danes bomo predstavili nov hit skupine Alo Stari, recimo tudi. Premierno, ne? Piki Aja. In pa, veš, ko tako malo listaš po zanimivih naslovih, ena raziskava je tu, pazite to. Dnevno število izgovorjenih besed se manjša. Sliši se logično, ja, res je. Ampak v realnosti moški vemo, ni tako. Dobro jutro. Naj spomnimo, po jutrišnjem, torej v soboto, bo tradicionalna velika čistilna akcija v našem mestu. Moje odpadki, moja skrb, že 8. leto. Leto seveda bo drugače, ker v enem vikendu oziroma v enem dnevu vse. V preteklih letih je bil en vikend levi breg, en vikend desni breg. Zdaj pa zakaj bi počivali, če se aktiviramo skupaj. Tako, lepo. To je stara resnica. Ja. O zbirnih mestih in kaj se vse tam dobi in kje so, jasno v mestnih četrteh, tam pridete zjutraj, ampak kaj vas vse tam čaka, to je razložila Irena Bartok. Postavljena bodo znotraj mestnih četrti zbirna mesta,
za mešane komunalne odpadke in ločeno za zeleni obrez. Snaga bo tudi letos, tako kot vsako leto, zagotovila vrečke in rokavice, torej za občane, ki jih bodo lahko dvignili na svojih mestnih četrteh oziroma krajevnih skupnostih. Ob tem velja poudariti, da je torej to dan čiščenja in pobiranja odpadkov iz narave. Torej nikakor ne iz garaž, iz podstrešij. Ja, ali pa da bi prišli s polno prikolico zelenega obreza, ker ki zdaj skipam. Ciprese sem narezal, veš pa. Študirala, da bi živo mejo. Ja, leguste imam. Se nijam dost. 4 velike vreče, vse te ni, ki te se pa te. Ja, vse je prostor tu. Ja, tako da počistili bomo naše mesto in okolico, vse informacije na spletni strani občine, tako da, če imate čas, vabljeni, da se pridružite, lepo vreme bo, toplo bo, malo druženja. Ne? Ja, pa ni to fajn, malo da poskrbiš. Malo kdo sabo, če se zmenite, pa organizirate, vsak nekaj prinese malo za... Malo da se gor nareže. Malo naklobantat. Na kakih klopci. Ja, ne, ni to nekaj lepega. Postoj in počini, ne? Se zmeniš, beseda da besedo, on postane malo preglasen, gre ta domov skrega na klasičen vikend. 11 minut čez 6 je in zakaj bi dirkali v ta četrtek? Tu so YouTube z legendarno With or Without You, še ena za face na glas dat. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In včeraj je spet prišel Tine mimo pri Frasu in Medvarju. Fras in Medvar šel vsak dan med 12 in 16 in začel z Čuj Fras. Vemo, kaj to pomeni. Nov Tine to slabi vic je bil. Čuj Fras. Ja. Marjan sedi za šankom, malo bogi žene. Rekel, kjer ne si? Marjana, jaz te ljubim. Ja, kaj pa tvoja žena? Ona pa mislim, da te ne ljubi. Kako sem vedel? Marjan pa Marjana, stavim res. Super, hvala Tine. Hvala. Vidim, da si začel poštevati navodila, ne? Da res mora biti slabo. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In tudi danes, ker je toliko ura, so tu dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z prosim lepo. Dobro jutro. Zdravo, Ema. Jutro. Ema je bila en teden na Dunaju, zato je manjkala. In seveda je Matej tako vprašal, ali si pustila trebuh zunaj, ko si šla na Dunaj? Pusti ga. On je z enih drugih časov, veš. Ema, na seznamu tvojih dilem tudi, ali je bolje vedeti resnico ali živeti v lepi laži. Ja, prosim, nikoli ne. Bolj preprosto je, ne? Ja, pol si narobe naredila, da si prišla k nam na to radio. Ker če kaj tu zveš resnico. Vem, brez zalepševanja. Takrat ostala v šoku. Naj samo povem, da veš kak je. Živeti v lepi laži je mogoče fajn nek določen čas. Tako vedno na začetku, ko je proces dvorjenja, je vse skupaj ena sama velika lepa laž. Fajn je, veš kaj je fajn, ker resnica prej ali slej vdari. In je takrat, če živiš celi čas v laži in skrita pred realnostjo, toliko bolj boli. Zato je pa res, da tudi vseh resnic pa ne rabiš vedeti ali pa poznati. Tako da jaz bi rekel tako, da ni vprašanje, ali bolje vedeti resnico ali pa živeti v resnici ali v lepi laži. Najboljše je živeti v nujni resnici. Zdaj vidim že nekaj tako levo gor gleda, pa kima nekaj. Je res, v nujni resnici. Samo v nujni, ok? Ok, si bom zabeležila. Lepo. Še ena dilema odkljukana. Tako. Hvala. Ja, nekaj z veseljem, glej se, zato si tu, da te imamo. Dobro jutro. In tudi danes, ker je toliko ura, so tu dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z prosim lepo.
Dobro jutro. Zdravo, Ema. Jutro. Ema je bila en teden na Dunaju, zato je manjkala. In seveda je Matej tako vprašal, ali si pustila trebuh zunaj, ko si šla na Dunaj? pusti ga. Ja, On je z enih drugih časov, veš. Ema, na seznamu tvojih dilem tudi, ali je bolje vedeti resnico ali živeti v lepi laži. Lepi laži. Ja, prosim, nikoli ne. Bolj preprosto je, ne? Ja. Ja, pol si narobe naredila, da si prišla k nam na to radio. Ja. Ker čekaj, tu zveš resnico. Vem, brez zalepševanja. Takrat ostala v šoku. Naj samo povem, da veš, kak je. Živeti v lepi laži je mogoče fajn nek določen čas. Tako vedno na začetku, ko je proces dvorjenja, je vse skupaj ena sama velika lepa laž. Fajn je, veš kaj je fajn, ker resnica prej ali slej vdari. In je takrat, če živiš cel čas v laži in skrita pred realnostjo, toliko bolj boli. Zato je pa res, da tudi vseh resnic pa ne rabiš vedeti ali pa poznati. Tako da jaz bi rekel tako, da ni vprašanje, ali bolje vedeti resnico ali pa živeti v resnici ali v lepi laži. Najboljše je živeti v nujni resnici. Zdaj vidim že Regen tako levo gor gleda, pa kima neki Ja. Je res, v nujni resnici. Samo v nujni, ok? Ok, si bom zabeležila. Lepo. Viš, še ena dilema odkljukana. Tako? Hvala. Ja, nekaj z veseljem, glej se, zato si tu, da te imamo. Ker tedni manjka, je na tretjem dopustu letos, zdaj ne rabimo lepševati stvari. Tako na začetku 4. meseca tega leta. Tako, Dejana, Ana, Matej in študentka Ema smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Lahko okupiram ta prostor v etru, prosim. Včeraj, če se spomniš, smo dala z Egrom eno izjemno idejo in sicer, da bi ta komad na Miguši, od Julija in Makedonca, ki je nastal za 25. obletnico tega reporterja Milana, tako, da bi to malo razširili, ne? In da bi naredili celi komad v nekem formatu 3 minut, 3 pa pol, vse veš, tako pač so komadi. Tako se spodobi. Ja, tako se spodobi. Ste se že kaj zmenili? 5 minut, če daj, no. Pa daj, no. Dobro jutro. Dobro jutro. In danes je četrtek. Vemo, kaj pomeni to? Četrtek si pogledamo v portale. Ker podlaga je bila... Za portale. Hitro jutranjo Za portale. Ne, ni hitro jutranja igra, čaki. Matej danes prvo jutro tu ne bomo ga uničili že takoj. Bomo počakala na jutri, da bo skoraj nemogoče. Ko si pogledamo v portale, pomeni, da Ana pogleda v moške portale, pa da vidimo, kaj se prime. Jeger sicer v ženske, ker ni jegra, sem tokrat pogledal jaz. Ampak Ana, izvoli, dame, imate prednost. Hvala. Kaj je pritegnilo tvojo pozornost na moških portalih? V bistvu je pritegnila pozornost, oziroma je pritegnil pozornost nov trend in bi zdaj vama, Dejan in Matej, ga predlagala, ker se je pojavil za moške. Sicer je namen tega trenda predvsem sprostitev in ustvarjalnost. Se pa je začel v Rimu, drugače, ko so nič hudega sluteče ženske organizirale delavnico kvačkanja. To še nič ni narobe, ampak na to delavnico je prišlo ful dosti moških, celo več kot žensk. Ker mi se zanimamo za... Zato, ker sta očitno tudi vidva del, oziroma gre za pojav širšega trendovskega premika, ker moški vedno bolj samozavestno sprejemate ročne dejavnosti, ki so bile dolgo označene kot ženski hobi. Zato, ker vam pač to, kot rečeno, prinaša sprostitev, ustvarjalnost in osebno rast. Htela sem vas vprašati, če boste probala, ampak več kot očitno to že delata, ne? Ja, absolutno. Mislim, v konceptu, principu, ne mogoče ravno kvačkanje. Aha. No, pač katero koli. Pri klekljanju. Bravo. Vredo, Matej, ne rabiš biti tako odkrit, ko si tu zjutraj. Ok, kaj pa sem jaz našel na ženskih portalih? 2 celo bi izpostavil. Prva je ta, da ne vem, če ste vedeli, ampak to dejansko piše, da to je ženska svetuje ženski na ženskem portalu. Dobro. Von partnerja znižuje stres bolje kot karkoli drugega. Ja. Ker, ne bi vedel. Ja, jaz lahko potrdim, da je res. Hvala lepa.
telefon partnerke bi jaz bolj, ampak ja, super, ne, ker je pravijo, da je učinek primerljiv z meditacijo. Ja, mislim, zdaj nisem študirala, s čim bi bil primerljiv, ne? To moram kar priznati, ampak če tako piše, potem najbrž je tako. In zato pač to pomaga. In pa ta bistvena, zakaj se moški po prepiru izklopijo? In to običajno ženske še bolj razkuri. No, to ni muhavost ali ker bi vas zafrkavali, evo zdaj pa celo raziskava je, ki kaže, da moški možgani pri čustvenem stresu hitreje dosežejo mejo preobremenitve kot ženski. In tisto izklapljanje med konfliktom je fiziološka reakcija na ignoriranje, ker možgani moškega v prepiru dobesedno zahtevajo pauzo. Tako da v bistvu niti jezna, ne morem biti, da je tiho. Ne smeš biti. Čeprav mi imamo res ta mehanizem, vklopi se čriček, čri dela samo noter, ne. Zgledamo kot zombi, ve svoje poveste, gremo dalje. Hvala, Dejan. Nekaj. Iz katerega filma, hitro, Lady Gaga, Hold My Hand, iz katerega filma? Top Gun 2. Hvala, Ana. Hvala, Ana, vemo, da na tezno lahko računamo, tu je bil še en dokaz. Hvala pa lepa. če me do konca leta več kaj takega ne vprašaš, ker sem pokurla svoj bonus. Dobro jutro. Dobro jutro. 7:22 minut, tudi danes ob 12. Fras in Medvar šel seveda. In včeraj recimo sta imela tako. Na 051 220 220 je pisal Robi glede kaset, ko smo se prej pogovarjali. Kaj pravi? Pravi, da oni pa so tako presnemavali kasete, da so postavili en kasetnik zraven drugega in potem si tiho. In so si tako presnemavali, ne? Potem pa so prišli dvojni kasetniki in je bilo lažje in so si sposojali eno drugega in presnemavali komade, ker je včasih lahko bila tudi katastrofa, če si zamešal kasete in prijatelju uničil težko ulovljeni komad. Ja, si mu ga lepo presnel, ne? Ja. Hvala lepa, Robi. Hvala, Robi. Takrat, jaz se spomnim, sem imel tudi tega na eno kaseto samo, radio, ampak sem z radia dol lovil. Ja. Tega pa nismo nikoli, tako da svetovno, Robi. Veš, kako so se znašli. Kvaliteta je bila verjetno bolj taka, ampak dobro. Dovolj, na onih tudi, ne? Ker vsakič, ko si stisnil, naj snema in naredilo in tako se je vsaki komad začel. Bil je to kar sprehod po aleji spominov in to je recimo to, kar mladina danes več ne ve, Ema, ne? Ja. Mi dejansko, ni bilo tak denarja, da bi si plošče kupovali, niti jih ni bilo toliko. To še, ne, takrat nisi mogel kje dobiti, si pač z radia dol snemal in si prav lovil komade, ker pač niso bile playliste povsod objavljene. Pa da ni bil džingl od radijske postaje. Ja, ali pa da ni on nikoli začel. To si prosil, da ne bo kaj rekel. Prosim, ne govori prehitro, ne govori na konec, prosim te. In Dejan je nekoč bil sneman na moje kasete s komadi. To zdaj nisi rabila reči. Zakaj zdaj moram nekaj govoriti? To zdaj nisi rabila reči. Jo, prosti, no, tako je bilo. Še zdaj kdaj doma? Daš play? Joj, Matej, še enkrat. Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kak živ je še spomin na toti teden 2025, ko so na odru na glavnem trgu stali tako v lepem polkrogu, z eno roko rahlo pokrčeno, tako kot mora biti, in zapeli. Celega života jaz sam pija, samo nju, da do njenog srca nađem put. Ali pa Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili. da se ne menimo. In pa seveda meni njihovo najljubšo interpretacijo Oliverjeve. Podsjeti me što to bješe ljubav, il ba trem ti zaljubljen. Jasno, to je naša klapa Dalmari. Ali ima še kdo kurjo kožo? Ja, pa morje se mi lušta. Tako je, Boštjan in Marko, dobro jutro, pozdravljena. Dobro jutro. Dobro jutro. jutro. Kaj
Kaj zdaj, pubeci? Zima je praktično mimo, ampak za Klapo Dalmari je bila zima vrhunska, ne? Z vašimi koncerti, ki ste jih imeli. Ne? Ja, zelo uspešno. Zelo uspešno. Zelo uspešno od tistega, torej zdaj omenjenega koncerta do novega leta, pa tudi po novem letu smo kar se napeli. Ste se napeli, v smislu, da ste dosti prepevali, ne kdo narobe razumel. To tako bo rekel, verjetno po veliki noči. Treba vprašati, seveda tudi umetniškega vodjo, Marko Mandir, seveda. Marko, si zadovoljen, pubeci so v redu, je kondicija? Pa zdaj poslušam te posnutke in si mislim, pa nismo narobe. Absolutno niste. Ja, smo veseli in hvaležni za pevce in za petje in za glasbo. Absolutno in upravičeno in hvala, seveda ne, da pričarate vse to in da ste tak vrhunski in to iz našega mesta. Mimo grede, preden se začnemo pogovarjati o velikem koncertu v maju, ki ga pripravljate v auditoriju Minoritih, tekmovanje je kako planirano letos? Jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa v Mešu bomo zraven in dobro kaže. Dobro kaže? V kakem smislu? Morda zveni tako malo. Ampak glavna konkurenca, sem ravno včeraj slišal, so bili nenadni odhodi pevcev in niso se prijavili in morda celo diši po zlatu. Daj ne! Absolutno bomo to spremljali in z veseljem potem praznovali z vami. Mi verjamemo, vas za nas ste tak najboljši. Se veš, te nagrade, vse je fajn, samo prava nagrada je, ko pridejo ljudje na koncert, ko pojejo z vami, ko pride do tega pretoka energije. Strinjam se, ja. Tako da in tu vam ne fali in tako kot smo rekli, 16. maj pripravljate veliki koncert v Minoritih, v auditoriju, da tam je res v bistvu je krasna veduta, krasen oder in tako bo tudi že verjetno fajn toplo in bo original, ker bo, sicer bojo rečni galebi, ampak dobro, ne? V Mariborsko morje, ne? Še se isto derejo, kot tisti doli. Ja, res je. Torej, dajte povedati več o tem koncertu, ki ga pripravljate. Nekako že v samem te začetku našega obstoja ali pa tistega trenutka, ko sem se pridružil Klapi, je pri nas nekako tlela neka želja potem, da bi v Dalmaciji pravijo smotra klap, ne? Da bi pa nam enkrat res uspelo pripraviti tak dogodek zelo blizu temu, kar lahko na kakem trgu v Dalmaciji doživimo, ker se pač, ne vem, več klap zbere kot revija in vsaka klapa zapoje po nekaj pesmi. Tak je zdaj ta ideja nekako dobila končno formo svojo, ne? Tako. Povabili smo in odzvali so se dve vrhunske klape. Moška klapa Pinguentum iz Buzeta in pa ženska klapa Armorin iz Zagreba. Oboji so zmagovalci Omiša, dobitniki neštetih nagrad. Ravno pred intervjujem sem malo bral njihove, še enkrat osvežil. Pinguentum je 40 nagrad pobral že na tem festivalu. Prvi zmagovalci superfinala 2012. Mislim, da so predlani praznovali 30-letnico obstoja in od 2005 pojejo v isti te zasedbi, torej 21 let so fantje v tej zasedbi. Pa jim ni nerodno, mimo grede, samo to, da pridejo sem, pa da jih Dalmari zasenčite. Pa daj. Halo, kaj se prosim, halo. A to je isto kot Ferrari ali Lamborghini. Ja, okej. To sta dve vrhunski mašini, stvar okusa, ne? Mislim, v tistem trenutku, ko smo bili nekako sprejeti, no, bom rekel tudi ne samo od klap, ampak od publike, so se te neka tekmovalno zginila. No. Bom rekel, da smo zanimivo, ko se sedejo po tem klape, po tem tekmovanju pa se menimo, ne, vsi najdemo v njih nekaj, kar
kar bi si želel, da imaš ti sam tudi. Tako ni isto najdejo pri vas nekaj, kar bi oni radi imeli, da smo si na jasnem. Morda zveni kot puhlica, ampak glasba je tista zadeva, ki nas res pobratimi. In si sam podajamo dobro energijo in ljubezen in zadeva se stopnjuje in kar se pozna tudi na odru. Ja, absolutno. Ja. Ženska klapa, zanimivo. To pa moram priznati, da še nisem uspel doživeti in bom 16. maja v auditoriju Minoriti. Ženska klapa. Ja, rekli bodo kot ženska košarka, ampak moramo paziti na kvote, smo v 21. stoletju in vam povem, tudi ni za podceniti, prav nasprotno. Ogromno literature je napisano baš iz perspektive hrepeneče ženske, ki posprema svojega dragega na debelo morje in je širok diapazon emocij in kaj bi mi brez ženske? Ja, ne, tako, seveda, absolutno, ampak vrhunsko v bistvu in to, da prideta dve taki vrhunski klapi, torej 16. maja, da ste jo povabili in da so se seveda odzvali, to je določeno priznanje tudi za Klapo Dalmari, ali? Čast, obligacije. Okay. In kaj bomo tam doživeli, razen seveda večer vrhunske klapske glasbe, kaj je tisto nekaj več? After party. Okay, ja. Ali potem klape po takem koncertu, ker vemo, sploh tu v auditoriju je, potem pod tribuno je zadaj šank. Naj vidijo, kako žuramo tukaj. To smisla reči, ali potem tu dalje pojete, ali ste pol tak tiho pa. Ali to je off, ne? To je neuradni del in naj vidite šank, naj vide, kako Štajerci žuramo. Vrhunsko. Če lahko samo. Ja, seveda. Meni osebno ta del tekmovanja v Omišu, ko se sprosti, ko so rezultati potem razloženi, pa rečemo, eni so zadovoljni, drugi malo manj. Ja. Ta pogostitev na trgu izpod Žižule, ko sedijo vsi tisti, ki so nastopali in tudi vsi tisti, ki so prišli poslušati za raznih klap, se tam do 3-4 zjutraj poje, to je ono češnja. Rabo, bodi iskren. Dokdaj si bil nazaj? Zora, bila. Drugi dan, ne? Ja, vedno, ne, smo do konca, ne, da mi, pa Pinguentum, oni so redno ostanejo, ne, in tudi Bošket je taki, ki konstantno zadnji ostaja, zapira. Pomembno je, da tudi na tak način reprezentirate naše mesto, ne? Da se napol menijo, tudi iz Maribora se dobro pojejo, samo so prvi šli. Ne? To bi bilo grdo. Ja, mi smo ostali, domačini so pa šli. Ne? 16. maj, torej auditorij Minoriti, vstopnice so verjetno že na voljo. Stopnice so v prodaji, mojekarte.si oziroma na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor. Tako da, stopnice so. Vabljeni ja, vsi, seveda. Absolutno. Mogoče samo, da povem še, torej, kljub temu, da bo to tradicionalni koncert a cappella, se bomo seveda poskrbeli torej iz strani vseh treh klap, da bo vsaj polovico repertoarja popularnih. No, ker je seveda fajn videti to tehniko in je videti pač ta izvor in pač to osnovo, kar se klapske glasbe tiče, ampak se veš, malo pa vseeno pričakuješ, ker to je isto, kot da greš na koncert Rolling Stones pa na Satisfaction špilajo. To absolutno ne gre, tega treba ta Oliverjev repertoar dati skozi, ne? Bo? Brez skrbi. Imamo posneto. Zdaj sta rekla, kaj sta rekla. Pubeca, seveda jaz verjamem, da bo koncert kmalu razprodan, tako da dajte si pravi čas zagotoviti stopnice. 16. maj se sliši daleč, samo ni. To je samo dober mesec še praktično in to bo res večer klapske glasbe par excellence v čudovitem auditoriju in pa seveda, dve vrhunski klapi v gosteh, ampak domači aduti in favoriti Klapa Dalmari, zaradi tega je treba priti. Ne? Hvala za prijazne besede. Če pa tak je, če se samo spomnim, zdaj bomo poslušali, ko ste tukaj na Glavnem trgu zapeli Ako voliš me in potem
lahko gremo kar domov, ne? Ja. Ali pa na neko bebanto nekam. Ne? Tako da, Boštjan in Marko, hvala za obisk. Hvala. In vse dobro in se vidimo 16. maja, auditorij Minority. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.